Sloveniji imamo zgodbe, ki uradno ne obstajajo. To so zgodbe iz porodnišnic, kjer so matere rodile, a svojih otrok niso videle nikoli. Vztrajala, jokala, zahtevala, da vidim svojega sina. Ne Sabine, ne Robija. Nobenega nisem videla mrtvega. Zanje v nekaterih primerih ni bilo odrejene obdukcije, ni popolne dokumentacije. In noter sploh ne piše, da je umrla. Vse so zgubili, pač žal se zgodi, je bil odgovor. Matere se od svojih otrok niso smele posloviti, niti jih pokopati. Ja, mi ne dajemo takšnih malih otrok domov, ampak damo drugemu truplo. To je pa še hujš, ker otrok, živo rojen, ni patološki odpadek. In takšne podobne zgodbe s podobnimi vzorci se že desetletja pojavljajo po vsej nekdanji Jugoslaviji. Matere se združujejo in sprašujejo, je moj otrok resnično mrtev ali je bil ukraden in prodan? Lepši je, bolj zdrav je, večja je cena. Ne? Če ima modre oči, če ima zelene, to so, ker so šli dobro na trgu. Dobar dan. Dobar dan, Sveti. V majhni pisarni v Novem mestu se že 2 leti piše zgodba, pred katero bi si marsikdo želel zatisniti oči. Trgovina z ljudmi je pojem, ki ga ljudje zelo neradi slišimo, ali pa jo najraje odrivamo v države tretjega sveta. Vi sploh niste vedela za pogreb, ne? A v društvu Izgubljeni otroci Slovenije trdijo ravno nasprotno. Trgovina z ljudmi živi tudi v Sloveniji, oziroma naj bi organizirano obstajala v preteklosti po vsej nekdanji Jugoslaviji. Trgovalo pa naj bi se z dojenčki. Žrtve, tudi slovenske matere in njihove družine. Tako trdi vodja društva Simona Šeremet Kalan, ki se že vrsto let trudi, da bi številnim materam, ki iščejo odgovore na vprašanja, ki jih nikoli niso dobile, vrnila dušni mir. Mame so šle roditi. Dejstvo je, da se je otrok rodil in dejstvo je, da ga je zmanjkalo na poti do pokopališča. Kje je pokopan, ne vemo. V društvu je danes zbranih že 135 mater. Primerov je več, kot jih zmorejo pregledati. V pisarni nimajo ne interneta, ne dostojne table z napisom, a odvetnice, socialne delavke, medicinske sestre, detektivke, forenzičarke in strokovnjakov, ki občasno svetujejo, to ne ustavi. Kamer prideš, si nezaželen. Ta je občina, ali je bolnica, ali je tožilec, ali je policija. Mi ne odnehamo po reprodukcijskem zapisniku. In kaj je skupni imenovalec domnevno ukradenim otrokom? Največkrat podobne diagnoze, med njimi tako nedonošeni kot donošeni, ponavadi pa umrejo 4. dan. Imamo v enem primeru napisano diagnozo, da je bila mama depresivna, pa je otrok umrl. A je to razlog, da otrok umre? Ne, ja. Rojena je bila z 9 meseci, normalno, deklica. Ko se je porodila, sem jo dobila to gor, ko dobi vsaka mamica. Alenka Skamlič je bila stara 20 let, ko je 24. januarja 1972 ob 12:30 zjutraj v mariborski porodnišnici rodila svojo drugo hčerko Sabino. In sem jo sartala, z njo se pogovarjala. In potem so jo odložili zraven mene v potujoči inkubator. Le nekaj ur pozneje je do njene postelje pristopil moški v civilu, ogrnjen v belo zdravniško haljo. Pa pravi, gospa, koliko ste vi stara? Sem rekla 20 let. Imate že kaj otrok doma? Sem rekla, ja, punčko. A ja, je rekel, potem pa boste še tako lahko rodila. Vaša punčka je namreč umrla. Imela naj bi dihalno stisko. Alenka je bila v šoku. Še nedolgo nazaj je pestovala povsem zdravega otroka. Jaz bi te videla, da bi težko dihala. Ne? Normalna je bila, kot otrok vsake. Po nekaj dneh je šla Alenka domov brez vsakega papirja. Trupelca ni videla, niti ga smela pokopati. Ja, mi ne dajemo takšnih malih otrok domov, ampak damo drugemu truplo. Le dobro leto pozneje je Alenka v isti porodnišnici rodila ponovno, sina Robija. Jaz sem slišala od mojega otroka, da je zajokal.
Po nekaj urah je k njej prišel zdravnik in ji povedal, da je njen sin umrl. Dihalna stiska. Otroka ponovno ni smela videti, niti pokopati. K možu se je vrnila popolnoma strta in ponovno brez papirjev. Fantek je bil umrje. Te pa smo se jokali, ne? Sigurno veste tako. In to so bili, se opravičujem, nič hudega, vse normalno. So bili težki trenutki, da greš 2 leti zapored, brez otroka. Če so živi, kje so, jaz drugo nič ne rabim. Če so mrtvi, kje so pokopani. Tako verjameš v sistem, kako ne boš verjel, ne? Mislim pa mlad si pa sploh ne podvomiš, da bi se lahko kaj takega naredilo, ne? Cvetka Medle že 53 let na šmihelskem pokopališču v Novem mestu obiskuje majhno zaplato zemlje, kjer cvetijo rože. Tam naj bi bila pokopana njena hčerka, v kar pa je vedno dvomila. Možem nočemo nič drugega, kot da se grob odpre, da se DNK naredi, da vemo, ali je noter naša hčera ali ni. Samo to hočemo, nič drugega. Zdenka je 73. leta rodila povsem zdravo in donošeno deklico v novomeški porodnišnici. Prinesla vsak dan dojiti, ne, sem jo dojila, ni bila nič modra, nič težko dihala. Pa po 3 dneh, nedelja je bila, ne, pride pediater k meni, reče, punčka vaša je umrla, ne. Ja, kaj pa je bilo, ne? Ja, je rekel pljučnica. Zdenka se je želela od nje posloviti, a naj bi jo že odpeljali v Ljubljano na obdukcijo in tam naj bi jo tudi pokopali, so ji rekli. Potem pa sta z možem čez slab mesec dobila račun od novomeške komunale za plačilo groba njune hčerke. Že takrat je čutila, da ni vse, kot bi moralo biti. Ko je mesec po porodu šla na prvi pregled, je na primer njena ginekologinja iz kartoteke navajala povsem drugačen vzrok otrokove smrti, kot so Alenki razlagali v porodnišnici. Je rekla, nekaj na letvičkah je imela. Sem rekla, ne, pljučnico je dobila. Ja, je rekla, te tako piše. Ko so po številnih letih, da bi zadevi prišli do dna, zahtevali popolno dokumentacijo, v njej sploh ni bilo podatka, da je deklica umrla. Vpisana ni bila ne umrliški list, v obdukcijskem poročilu se podatki prav tako niso ujemali. Pokopali naj bi jo še isti dan, 24., kar dokazuje račun pogrebne službe. Obducirali pa naj bi jo 5 dni kasneje. Na vsakem papirju je bila napaka, ne. Da pomaknem gore dole, kako želite. Je li dobro ovako? Šlo je za organiziran kriminal, ki so ga vodili državni vrhovi in zato imam dokaze. Pa trdi Marko Markičevič, ki je 88. leta na lastni koži izkusil takšno trgovanje, a z nasprotne strani, kot posvojitelj. Mi smo htjeli usvojiti dijete i prvi puta se ja želio upisati u Zagrebu. A ker je živel v Nemčiji, to ni bilo mogoče, mu je takrat dejala gospa v pisarni, a je kljub temu vzela vse njegove osebne podatke. Morda z razlogom, razmišlja danes Marko, saj je le leto kasneje dobil klic, meni da od jugoslovanske tajne policije, da lahko posvoji otroka. A le za denar. Da ću ja dobiti bebu od studentkinja koje su došle sa provincije u gradu Beograd studirat i onda one daju na osvajanje. Posvojitev bi Marka stala 10.000 mark, dvojčkov pa 15.000, kar bi bilo danes skoraj 8.000 evrov. Takrat je bila to za marsikaterega delavca v Jugoslaviji celoletna plača. Pitao sam ga gdje da ja uplatim to. On je rekao ovako, tu, na 100, Beograd je veliki grad, mi ćemo sve za tebe uraditi, sliku na pasoš od žene staviti. On je rekao, pisaće da je ga tvoja žena rodila i to ti niko ne može osporiti. Tako mi je rekao. V porodnišnici v četrti Zvezdara je odet v belo zdravniško haljo ob zdravniški viziti moral položiti roko na posteljo matere, ki je bila najbolj podobna njegovi ženi. Potem so ga odpeljali v sobo z dojenčki. I onda je doktor rekao meni, druže Iviću, biraj. Kad je on rekao meni biraj, ja sam se
smrznuo ili, kako bi rekao, razbio kao čaša i okrenuo sam se prema njemu i rekao sam, gospod doktore, ja moram sa ženom popričati, a mislim u svojoj glavi nikada ja neću doći kod vas. Dolga leta je molčal, ker ga je bilo strah in sram, da je šel tako daleč. A danes pravi, matere morajo izvedeti resnico. Vsa ta leta je raziskoval in se dokopal do številnih arhivskih dokumentov, eden od teh je tudi ukaz iz Beograda leta 1973, da se v vseh porodnišnicah v Jugoslaviji prepove obisk porodnic. Zato, da oni mogu raditi šta oni hoće prodavati. Nadaljujemo z drugo točko dnevnega reda, zaslišanje prič. Prosim, da priča stopi v dvorano. Kje ima vprašanje? Ko se je na pobudo Društva Izgubljeni otroci Slovenije pri nas ustanovila parlamentarna preiskovalna komisija Državnega zbora, ki sicer trenutno čaka na ponovno izvolitev, so se tudi pri nas stvari začele premikati. Sem se pa spomnila enega dogodka. Alenka Fetih, ki se je 71. leta zaposlila v ljubljanski porodnišnici, je bila le ena od številnih prič, ki so pomagale komisiji osvetljevati sumljive dogodke. Mi smo takrat dežurali doma, to je 55 let nazaj in stvari so bile čisto drugačne kot danes. In so nas klicali, če je bilo kaj posebnega. A tisti večer je niso, čeprav naj bi eden od otrok umrl. Fetihova se še danes spominja šoka, ko jo je na viziti mimogrede ulovil eden od kolegov z drugega oddelka in poizvedoval za vzrokom smrti otroka z porodniškega oddelka. Jaz nisem videla niti živega in niti mrtvega. Drugi dan po porodu je prišla k meni doktorica, ki se je usedla zraven mene, me prijela za roko in mi je rekla, a veš, če bi jaz vedela, da si ti noter prišla, bi jaz takoj prišla k tebi. In potem po vseh teh letih ugotoviš, da sem je v bistvu zlagala. Zakaj? Zato, ker je ona bila takrat moja porodničarka in je ona tisto noč bila zraven. Če se naj bi takšna trgovina dogajala nekje do razpada Jugoslavije, pa je Petra Lorbek dokaz, da temu more biti le ni tako. Junija 1998, 17. sem dobila popadke malo pred polnočjo. Odločili so se za carski rez. Ko se je drug dan zbudila, so ji rekli, da so njenega otroka prepeljali na pediatrijo, ker naj bi se napil plodovne vode. A ko ga je isti dan tja prišel pogledat njen mož, ni bil otrok priklopljen na prav nobeno aparaturo. Četrti dan sta z možem morala pred vhodom na oddelek čakati dobrih 15 minut, menda da njunega otroka pripravijo, so rekli. In res je na sebi, za razliko od prejšnjih dni, imel vse možne aparature, zato sta za mnenje vprašala enega od naključnih zdravnikov. In je samo pogledal pa je rekel, kaj vi to mene sprašujete? Idite v porodnišnico pa vprašajte, kakšne svinjarije se tam dogajajo. Drugo jutro naj bi njen sin umrl. Da ga ne more videti, so ji dejali, ker ni dovolj psihično stabilna in ga bodo zato tudi pokopali oni. Domov je odšla povsem strta. Naslednji dan pa dobila obisk patronažne sestre. Prišla je pogledat mene in mojega otroka. Čez eno leto je domov dobila vabilo na obvezno cepljenje otroka. Takrat je to pripisovala nerodni napaki, po 26 letih pa začela dvomiti. Tudi zaradi nepopolne dokumentacije, ki jo je pridobila. Zahtevala je namreč DNK parafinski vzorec, ki ga naredijo za vsakega umrlega otroka. A so jo zavrnili. Preiskovalni komisiji pa so dejali, da so vzorce odplaknile fekalije. Nihče ni bil zraven, noben ni zapisal tega primera, da imamo vse mame iste zgodbe. To je najhujše, da si zdaj nismo tega zmislili, pa da nismo nore, tako kot nas opisujejo. Jaz sem zelo razočarana nad prejšnjim sistemom, ki je to dovolil, ne. No, na zdajšnjem pa tudi, ker se to tako vleče dolgo, ne. In koliko primerov ukradenih otrok je do sedaj sploh uspelo dokazati? V Srbiji uradno le enega, pri nas neuradno prav tako. Zdaj je na tožilcu, ali primer nadaljuje ali ne. V društvu Izgubljeni otroci Slovenije bodo vztrajali, pravijo. V našem društvu straha pa denarja ne poznamo, tako pravijo na Dolenjskem.
Upam trditi, da bomo se mame in otroci našli samo s pomočjo DNK testov. Danes matere še vedno iščejo. Pa ne, ker bi karkoli zahtevale nazaj, ampak ker želijo zaključiti zgodbe, ki jih niso mogle nikoli. Želijo vedeti, ali je njihov otrok živ, kje živi, kako. Predvsem pa mu želijo povedati, da ga niso nikoli zapustile. Če se izkaže, da so bili ti otroci resnično odvzeti, bo to ena največjih kriminalnih, predvsem pa zelo tragičnih zgodb našega prostora. In glavno vprašanje ne bo, kaj se je takrat dogajalo, ampak kdo je za to vedel.